To je Radio 1 podcast. Tako, torej, gibanje, ki ima prostor za vse hitrosti, tek, ki ni kazen, ampak navada, trening, kjer se posluša telo in kjer je hoja enakovreden del poti. Torej, gibanje delo z ljudmi, ki šele iščejo ritem, in z ljudmi, ki maratone doživljajo kot normalen del leta, zdrav odnos do športa, do časa in pa predvsem do sebe. Začnimo na začetku, povej, kdo si in kaj počneš. Lep pozdrav, jaz sem Urban, sem urbani tekač, pišem se pa Praprotnik in v mojem imenu mesto Urban in Praprotnik je torej mesto in gost, sem mestni človek, ki zelo rad živim tudi z naravo. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Ok, ampak si pa dejansko in učitelj športne vzgoje, profesor, si ambasador športa, teka, gibanja, si kolumnist, si še kaj? Ja, še kaj, še mož, oče, 4 otrok in uživam življenje. Star sem že 50 let, tudi to je, avtor knjige Korak naprej. Jo bomo tudi malenkost predstavili kasneje, ja? Kako so pa kaj kolena? Čudovito. In marsikdo misli, da je tek zelo škodljiv, morda tudi ti. Ne, jaz sem kar precej pretekel v življenju, mi je zelo všeč. In kako so tvoje kolena? Moje levo me malo zaprekava, zato sem potem zalaufal tudi sobno kolo lepo. In malenkost ojačal vse, kar je okrog kolena, tako da zdaj grem tudi z veseljem odlaufati. Super. Klepač tudi kolena svoje cajte? Ne rad tečem. Jaz sem tekač na kratke proge. Imam rad šprinte, eksplozivnost, na dolgo se pa mi ne da. Raje hodim, nordijska hoja. Ja, super. Tek je, če smo ravno pri kolenih, je lahko zelo koristen za kolena, kaj ti krepi stabilizacijske mišice, ki so pri vsakem koraku pač morajo sodelovati, da je tek lahko učinkovit. Seveda pa lahko ima nekdo, ki se teka loti preveč površno, kar na pamet, kar na horuk, dejansko težave zaradi tega, ker teče preveč, kot je vajen. Če začnemo na začetku, da se predstavimo. Ko nekdo pride k tebi, ampak ženo skupaj to počne. Tako, z Jasmino. Ki še nikoli ni tekel in se s tekom nikoli ne srečal. Kaj najprej pri njemu opaziš? Recimo, jaz sem tašen primer človeka, ki... Naprimer, ena osnovna stvar je, moje izhodišče in tudi izkušnje mi pravijo to, kdor brez posebnih težav hodi, je velika verjetnost, da bi lahko tudi tekel. Pri tem pa je tek, naprimer, v primerjavi s hojo, bistveno bolj nas obremenjuje. Zaradi približno 2- do 3-kratnik sile reakcije podlage je obremenjeno naše telo in je to treba vzeti za okup. Zaradi tega ni smiselno reči, jaz nisem za tek, ampak na tek se moram pripraviti. Najprej telo utrditi in to kako? Z kratkimi odseki teka. Torej, tudi če imamo idejo, jaz pa želim teči maraton ali pa 10 km ali pa 5 km, je treba začeti pri tem, kjer si. In če si pri hoji, začni s hojo in tek dodajamo po ščepcih. 10-15 sekund teka, minutka hoje, 10 sekund teka in na tak način v bistvu tek postaja vedno bolj, v bistvu naše telo ga osvaja postopoma, ne smemo prehitevati, nikamor se nam ne mudi. In pri tem je veliko ljudi presenečenih, da lahko tudi tako, kot si ti rekel, da nimaš rad vztrajnostnega teka, se nauči uživati tudi v vztrajnostnem teku. To je pa kar koristna stvar. Torej, če povzamem to, kar si rekel, začeti treba na začetku, tam, kjer si, torej jaz začnem na kavču. Recimo, in potem počasi dodajaš tek do kopalnice in nazaj, recimo, če moraš iti na WC, ne? Iz kavča do, naprimer, do tega, da stopiš ven iz stanovanja, iz te, marsikdo reče, iz cone udobja, ampak jaz rečem, ne da stopiš ven iz cone udobja, ampak da razširiš cono udobja. Da še vedno, ko stopiš naprej, delaš korake znotraj primernosti, prijaznosti. In torej počasi tek dodajamo, ker tudi vseh sklec ne moramo narediti naenkrat, razen če nismo Chuck Norris ali pa Martin Strel. In če mi zdaj počasi dodajamo tek v hojo oziroma počasi stopnjujemo, ker smo februarja, je zdaj pravi čas za začeti, da lahko spomladi že odtečemo kakšnih 10 km na kakšnem organiziranem teku?
Je pravi čas, ampak tudi teh 10 km je smiselno izvesti na način kombinacija hoje in teka. Vse se da. S pravim pristopom v bistvu človek bi predlagal, da ne odlašamo na jutri, ampak danes začnemo in vsak korak naredimo lahko korak naprej. Torej, recimo, že zdaj gremo en krog, naredimo 1 kilometer okrog doma. Tako, lahko celo doma, na mestu, se malo razgibaš in stečeš 10 sekund, kajti te korakci, te poskokci pri teku koristijo našim kostem, medvrtenčnim ploščicam, mišicam, ki stabilizirajo hrbtenico, medenico. In je to res ena taka naravna vadba za zdravje. Ok, torej zdaj smo začeli. Torej smo, tako si rekel, doma lahko malo poskočimo, pa malo se premikamo. Potečemo. Ja. Kolikokrat na teden moramo to početi? Kolikrat na teden? Mislim, ne moremo. Kolikrat je dobro? Je dobro. Početi, ja. Ni dobro prepogosto. Teč za začetnika, ki več let ni tekel, je 2-krat na teden, po mojih izkušnjah najboljše. Večkrat ni tako dobro. Se pravi, 2-krat na teden, naprimer je torek, pa četrtek, ostale dni pa izjemno koristno je, da vsak dan hodimo. In ljudje, ki se ukvarjate s športom, ki poučujete to znanost, ki ste v bistvu strokovnjaki, pravite, da je človeško telo narejeno za gibanje. In tudi za počitek. In tudi za počitek, ok. Ampak zakaj je narejeno za gibanje? Potem slišim neke zadeve, ja, se že včasih naši predniki so lovili živali in se gibali in tako naprej. Ja, ampak ženske so bile pa doma. Ne, pa niso laufale okrog. Ja, tudi so tekle okrog in tudi hodle. Namreč najbolj znanost preučevanja človekovega gibanja se najbolj zdaj zanaša na eno ljudstvo Hadza iz Tanzanije, kjer antropologi prihajajo in analizirajo njihovo količino gibanja, počivanja in tako. In je zanimivo, ja, počivajo, sedijo tudi približno toliko kot zahodni človek, ampak nikoli ne toliko dolgo, neprekinjeno. Se pravi, vedno, ko je priložnost za počitek, se tudi usedajo. Ampak veliko prehodijo nekje in tudi tečejo, nekje med 6 in 18 km vsak dan je tista naravna količina gibanja za preživetje. Torej, zakaj so se naši predniki gibali? Zaradi golega preživetja, zaradi nabiranja hrane in tudi lova. Ampak istočasno pa so nevede skrbeli za svoje telo, da so se lahko pregibali in premikali, ne? Ja, ker namreč ta paradoks, ki se je danes zgodil človeku z tem tehnološkim razvojem, je, da se nam tako rekoč skoraj ni treba več našega telesa uporabljati za premikanje. Imamo toliko naprav, ki nas premikajo in naše noge postajajo tako rekoč nepomembne, ampak biologija naša pa je ostala ista, enaka kot zadnjih 300 000 let, odkar je anatomsko moderni človek, in potrebe so še vedno takšne, kot smo z njimi zrasli. Torej, pomembno je, da se gibamo, bistveno boljše, če se na naravni način gibamo. Tukaj lahko malo damo na tehtnico, ali je boljše kakršnokoli gibanje, ali so naravna gibanja v bistvu bolj napisana na kožo, in jasno, da so naravna gibanja boljše. Lahko so kakšna sodobnejši način premikanja tudi dobra protiutež, ampak vseeno je pa to, da hodimo in tudi tečemo. Marsikdo ima nek predsodek pred tekom, da je preveč naporen, da ni prijeten in tako, predvsem zaradi slabih izkušenj, ki si jih je nabral, naprimer že v šoli, se na napačen način seznanjajo otroci z vztrajnostnim tekom, preveč tekmovalno. Ko je tek tekmovalen, je neprijeten sam po sebi. Za takšen način teka tekmovalen se je treba zelo dobro pripraviti, da tudi v tem uživaš. Ko smo mlajši, pa predvsem, ko sem jaz gledal otroke na stadionih, ko se testira test na 600 metrov ali pa kakšna tekmovanja, jih večina tistih, ki niso najbolj uspešni, v bistvu čutijo kot tek je trpljenje. Aha, že ko si omenil otroke, ti imaš 4, tvoji otroci tečejo? Tako, radi tečejo. Radi tečejo. In večina od njih ne tekmujejo radi kot, zdaj pa jaz bom zmagal, ampak in je to se mi zdi en tak dosežek pri vzgoji, da radi grejo naprimer tudi na 10 km, ampak tako, da si dovolijo tudi vmes hoditi, če čutijo, da je to koristno za njih. Ja, ampak pri teku je vedno pomemben cilj, ne? Ker načeloma vedno začneš nekje in moraš nekje končati. Ja, torej veš, kje boš končal. Kako si postavljati zdaj te cilje? To je pomembno, po mojem. Ja, zelo je pomembno, da si postavljamo primerne cilje. Ja. Prezahtevni cilji so takšni, ki jih ne bomo uresničili in bomo smo v tistem neprijetnem teku, naprimer. Ja. Primerni cilji so pa včasih tudi to, samo da grem
in bom naredil tako, kot mi bo telo sporočalo, da je primerno. To je ta na nek način prijazen tek, ko ne izsiljuješ sebe čim več, ampak toliko, kot je primerno. Recimo, naj povem, da se z Urbanom družimo vsako leto na istrskem maratonu, tudi letos bo potekal in so prijave odprte. In mene so dostikrat vprašali, ker me vidijo tam na odru, zakaj ne grem nikoli teč na kakšen tak tek. Ne zaradi tega, bi šel tudi laufat, ampak meni gre točno to na živce, da me prehiteva en kup ljudi. Zakaj jaz to rabim v življenju, če lahko jaz mirno tečem, si določim svoj tempo, opazujem okolico in se imam čisto fajn. Tudi je pa zanimivo, družabni tek, tako kar že je tudi, naprimer, ima eno tako dodatno spodbudo. Jaz, naprimer, na maratonih tečem lažje, hitreje, kot bi tekel sam. Torej, in ker mi je to malo tudi izziv, da napredujem, oziroma da se nekako soočam s tem, kaj sem zmožen, mi je ta dodatni sotekači, levo, desno, spred, vzadi, za dodatno, torej, kot sem rekel, spodbudo. Motivacija. In je, v bistvu tukaj se tudi vidi, kako je človek družabno bitje, tudi iz zgodovine našega obstoja je to, in tudi na treningih, naprimer z Jasminom vodva urbane tekače, in je tukaj, gre za družabni tek, ki se razdelimo v različno težavnostne skupine, in ko tečemo skupaj, vsaka težavnost ima svoj pristop, eni zelo lahek, tak začetniški, potem pa tudi maratonski pristop, in ko delamo intenzivne treninge, to je tak užitek, ko skupaj dihamo z ramo ob rami in napredujemo in vidimo, kako je fajn to delati skupaj, ker naredimo lažje več. Ok, na kratko, Urban. Damen pravi, se strinjam s povedanim, jaz sem sovražil tek v šoli, ker so me prisiljevali s tekom. Kaj na kratko reči takemu človeku? Jaz tudi zelo razumem, da sem tudi jaz, dokler nisem nekako spoznal tega bolj sproščenega pristopa do teka, me je tudi bilo strah teči. Imel sem eno srečo, da sem bil kar nadarjen za tek in sem bil uspešen na teh občinskih tekmovanjih in prišel tudi na državni nivo, ampak... Kar je dodatna motivacija. Ljudje smo konec koncev tekmovalna bitja. Ja, tako je. In se radi pokažemo in fino je, da sošolke vidijo, da imajo sošolca, ki je uspešen. To je tako. Ampak tisto notranje veselje do teka sem pa razvil takrat, ko sem si rekel, jaz tečem zaradi sebe, za svoj užitek, in užitek mi je osnovno vodilo. Zdaj pa, marsikdo misli, da je užitek skregan z telesnim naporom, ampak ena veščina pa je v življenju, da se naučimo uživati tudi v naporu. Ampak to je tak proces, ki se ga lahko predlagam, da se ga čim več ljudi loti, zato ker je koristno se tudi telesno naprezati. Ok, zdaj pa še bolj na kratko. Ja. Če je nekomu dolg čas med tekom, kaj mu svetuješ? Muziko? Ena stvar je dolg čas, mogoče sam vprašimo se, mogoče malo nadalje, dolg čas sam po sebi ni tako zelo škodljiv. Je v resnici zelo koristen. V bistvu gre za en tak meditativno stanje v naših mislih in je dobro, da se včasih tudi prepustimo, da nam je dolg čas. Pri tem morda človek bolj razmišlja, da preveč mu je težko pri tem, ko teče, in zaradi tega predolgo časa traja ta napor. Zato se ne izsiljujemo iz svojega telesa, vlečemo iz sebe čim več, ampak tečeš in ko čutiš, da bi pa bilo morda dobro, da začneš hoditi in se sprostiš in tako na igriv način tečemo. In potem, ko napredujemo, vedno lažje dlje časa tečemo in vedno bolj tudi uživamo, kot sem rekel, tudi v večjem naporu. Kajti smo ga zmožni. To je ta zmožnost večjega napora, je tisto, ki nam daje užitek v telesnem naporu. Ampak še vedno, če smo pri dolgčasu, ne moraš vedno biti pozoren po tem, kako tečeš, da ne pride do kakšne poškodbe in tako dalje. Ne? To je zelo pomembno. Če ti misli zbegajo stran, fino je, naprimer, točno to. Naprimer, tu je tehnika teka vprašanje. Glede na to, da je tek naravno gibanje, bi človek pričakoval, da pač začnem teči in bom pravilno tekel. In to v bistvu kar drži, če bi tekli bosi po neurejeni podlagi, po naravni podlagi in tudi v bistvu bosi. Je naravna okoliščina, da bo naše telo izbralo ustrezen slog teka. Ker smo pa obuti v mehke tekaške copate in ker tečemo večinoma po urejenih podlagah,
ni nekih korenin, lukenj in tako, ni treba paziti vsak korak, kam boš stopil. Naše telo preklopi v nekaj, kar je tudi človeku zelo naravno in vsem živim bitjem v resnici, to je varčevanje z energijo. Lahko rečemo lenobnost. Ja. Lenobnost je vedno z nami. Tudi takrat, ko gremo od doma, pustimo fotelj doma in torej gremo na tek, lenoba teče z nami, ker je del nas. In pri tem je dobro, da se znamo spodbujati, da ne preidemo v lenobni slog teka, ampak da se spodbujamo k živahnemu slogu teka, kjer so hitrejši koraki, bolj drobni koraki, krajši čas dotika, pokončna drža, take stvari vse, ki se stavljajo boljši tek, kajti bolj naravni slog teka je elastičen, je bolj čvrst in manj obremenjujemo sklepe, pri tem imamo pa bolj učinkovit odriv. Torej, Urban, na leto pretečeš 3, 4, 5 maratonov. Ja, nekaj tazga, ja. Tako. Koliko pretečeš kilometrov na teden? Ja, na teden približno nekje med 60 pa tudi 100 kilometrov se nabere. Ok, se z leti spušča? Ne, v resnici v zadnje leta dvigujem. Dviguješ, ok. Koliko misliš, da si pretekel v karieri? Naprimer, zadnjih 20 let, odkar Urbane tekače vodva z Jasmino, Ja. Sem nekako zračunal, da 75,000 kilometrov. Koliko servisov si imel? Ja. Si imel kakšen servis? Na srečo v bistvu imam to možnost, da in tudi v bistvu neko preudarnost, ker v bistvu od tega živim, da je moje telo zdravo, da večinoma nisem imel težav s kakimi poškodbami. Dobro. Koliko športnih copat misliš, da si zamenjal v karieri? V karieri bomo mogli množiti, ampak jaz na leto porabim približno 5 parov tekaških copat. In zelo pomembno vprašanje, kdaj vemo, da je pravi čas za zamenjati tekaški copat? Evo, no, to pa zelo priporočam, da ne odlašamo in da si priskrbimo nov par tekaških copat, ko smo z tem starim še čisto zadovoljni in uporabljamo izmenično novega in starega, Ja. naprimer na en dan z enim, čez 2 dni, ko gremo spet na tek z drugim in na ta način bomo bolj prepoznali, kdaj je strt copat že izrabljen. Pri tem tudi dobimo v bistvu pristop, ta je tudi to, da ko kupiš nov tekaški copat, da ne tečeš samo z novim, ampak imamo še vedno starega, še vedno uporabnega in čisto v redu in je na ta način postopno preidemo v nov par tekaških copat. In je ta izmenjava zelo smiselna. Ko me takrat vidiš razliko, ne? Seveda, ja. Še ena pomembna zadeva, ki mislim, da se vsak z njo ubada. A je res taka velika razlika, če kupimo superge za 60 € ali pa za 222? Za 222 je kar draga zgodba. Je razlika, če želimo, naprimer, te zelo dragi so, naprimer, te tekmovalni modeli s karbonsko plaščo, zelo izjemno lahki. To so posebni tekaški copati, ki so... Kaj pa razlika od 60 do 120? Je treba dati na nogo. Lahko je razlika, ni nujno, ponavadi pa je v bistvu bolj kvalitetno narejeno, se pravi, ta čevljarski del je bolj premišljen, izpopolnjen. Gume, naprimer, na tleh so bolj primerne za... Tako da je znotraj svoje cene, so te nekoliko dražji tekaški copati, pač poskrbijo, da upravičijo svojo ceno. In preden damo klepaču v naslednji set vprašanj, samo še to. Pol sveta je pred poletjem 2026, pred projektom, je tek pravi šport za zmetati dol par kil? Redno gibanje je pravi šport za zmanjševanje odvečne telesne teže, pri tem je kuhinja druga zelo pomembna stvar. Se pravi, nekako znanost pravi tako, da ugotovitve so, da z gibanjem ne moramo porabiti odvečnega vnosa hrane. Ampak gibanje nam pa izjemno koristi pri tem presnovnem zdravju, ki pa je ključen za to, da tudi izgubljeno odvečno telesno težo potem ohranimo. Kajti to je umetnost. Ni tako zelo umetno izgubiti 5, 10, 20 kilogramov, seveda ni lahko, si ne predstavljam skoraj, nisem tega še nikoli osebno doživel, imam to srečo, ampak ko pa izgubiš to težo,
je pa žal, statistika pravi, nekje 80 do 90% ljudi dobi nazaj to težo v naslednjih mesecih. In tukaj je pa gibanje ključno, kajti gibanje nam v bistvu ustvarja ene bolj naravne okoliščine naše presnove, boljše uravnavanje sladkorja, kar je ključno, pa tudi v bistvu vpliva na ta odnos do hrane, ki ni tisto, kajti na nek način je tek tudi en tak psihoterapeut, ki nas pomerja, ki nekak stik s seboj, stik z naravo, in to je vse zelo koristno, kajti tukaj so tudi človek je kompleksna zadevca, ne? In z tem, da bolj poskrbimo za svoje telo in tudi dušo, je stvar tudi bolj zdrave telesne teže. Zdaj si govoril o kilogramih, ko jih izgubimo, ampak pomemben del tega je tudi prehrana. Je. Da se potem regeneriraš. Točno to. Pri vztrajnostnem teku, ki traja nekaj časa, se predvsem izčrpamo zaloge glikogena, torej sladkorja, zalog sladkorja v našem telesu, in te je treba obnavljati. In tudi, na primer, napredek pri vztrajnostnem teku, pa tudi pri kolesarjenju in vseh drugih vzdržljivostnih športih v zadnjem obdobju je prav v tem zavedanju in uporabi teh sladkorjev v obliki gelov, ki so praktični, in na ta način lažje ohranjaš intenzivnost napora, kot ko izgubiš zaloge in takrat se počutiš, da ne moreš več. Kako recimo kot navaden tekač, občasen tekač, ločiti normalno utrujenost znakov, da telo nekaj sporoča, da je nekaj narobe? Ja, ker jaz recimo, če grem teč in tečem dlje časa, potem mislim, da bom umrl. In začne boleti tlele vranica in začne potem krčiti, mislim, to je preveč zame, zakaj Točno bi... to. Ali je to samo tista meja, ko moraš še malo čez, pa bo potem boljše? Boljše bo naslednjič. Pa naslednjič. Danes, pa če ti telo sporoča te bolečine, dajmo jih vzeti zares, bodimo čuteči, ne mislimo, da bo vse bo minilo in vse v glavi, mrska je seveda v glavi. Predvsem v glavi je to, da gremo. Kako pa potem izvedemo, naj bo zelo v skladu s tem, kako se počutimo, in torej je fino, da se potrudimo, ampak neke bolečine, kot si jih naštel, je pa treba upoštevati in lepo hoja tako mimo grede nam pomaga in nas obnovi. Kot si že prej povedal, to seveda, ja. Z ženo Jasmino, oba dva tečeta, ona večkratna zmagovalka marsikaterega maratona v svojih kategorijah. A bi lahko živel z osebo, ki ne bi tekla? Je v bistvu precej težko. Zelo težko, okay. In kako lepo je živeti naprimer z Jasmino, v mojem primeru, ker sva si tako blizu, ker delava skupaj stvari, tečeva skupaj, počivava skupaj, jeva skupaj, in je to res ena sreča, tako da sem zadev na loto 7. No, Jasminin oče pa ima še eno posebnost, in sicer opazil sem že pred leti članke, da en gospod laufa ob morju, torej po slovenski Istri, in pobira smeti. Res je, to je Bogdan. Ja, to je Bogdan, ja. Vsak teden ima za cilj, da očisti to njegovo traso, ki se vsak teden nekako tudi smeti naberejo in gre z vrečo in pobere vse smeti. Koliko let ima? Zdaj že, če se ne motim, zdaj bo 75, tako. Ampak in še vedno teče in to zelo dobro teče, tudi male maratone, nedolgo nazaj pa tudi cele maratone. To je mogoče recept, če je komu dolg čas med tekom, ne? Pobirajte smeti. Pa boste svoj kraj naredili lepši. Ker smeti tudi mene motijo, tudi jaz si jih mimo grede rad poberem, ko je priložnost. Jesen je prišla ven tvoja druga knjiga, konkretno Debela, da jo tudi malo pokaži v kamero in povej na kratko, o čem govori. Govori o koraku naprej. Tako je tudi naslov in v bistvu je napisana z idejo vsakega človeka, ki lahko vsak dan naredi korak naprej. To smo vsi. In tukaj je predvsem iz vidika gibanja in odgovarja na vprašanje, zakaj je gibanje koristno, in potem, kako to početi, da bomo to dejansko uresničili. Torej je noter v bistvu načrt, da bi počasi vzljubili
Gibanje in tek. Ja, tudi veliko je tega, ravno te poante, kako vzljubiti, kako razmišljati, kako postaviti stvari na pravo mesto, zato da potem stvar steče, kot lahko rečemo. Koliko tega, kar imaš v knjigi, je tudi na tvoji spletni strani urbanitekaci.com? Malo, zato ker je to v bistvu zbirka teh zgodb, nekaj povezano tudi s kolumnami, ki sem jih pisal za RTV MMC, tako da je tukaj, ampak je marsikaj je tako prepleteno potem, da je za branje Kaj pa najdemo na urbanitekaci.com? Ja, tudi članke, tudi kakšne nasvete, tako da na urbanitekaci.com je marsikaj tudi koristnega, ampak tukaj je pa zbrano v knjigi še več tega osebnega pristopa. A imaš v skladišču že kaj teh knjig? Imam. Dobro. Ja. A si za to, da eno podelimo na Klepač in Gustinčič Facebooku, recimo? Bravo, dajmo. Bomo? Okay. Kako bomo pa podarili? Komu? Ja, se bojo ljudje... bo dokazal, da je pretekel 20. Ne, se bojo prijavili, pa človek, ki ima željo, bomo z veseljem izžrebali koga od komentarjev, pa bomo podelili knjigo. Hvala lepa za obisk studia. A zdaj kaj pišeš še kakšne kolumne, še za koga? Zdaj trenutno pišem te članke za našo spletno stran, tako da je to in se v bistvu... Ne da mi mera namreč to, da ko nekaj novega ugotovim, da bi ostali samo pri meni. Rad to delim, tako da vabljeni, da poslušalci, da tudi spremljajo. Tako, ker če si promotor in tak navdušenec, je prav, da navdušiš s tem čim več ljudi, ne? Ja, na ta način tudi živim, ja. Ker v končni fazi vsi želimo, da bi bili zdravi in da bi lepo živeli. Toliko za danes. Hvala torej Urban Praprotnik za iskren pogovor, za energijo, za pogled na gibanje, ki ostaja dosegljivo in življenjsko. Kot je rekel Klepačko, več informacij pa tudi na urbanitekači.com. Hvala pa tudi vam, poslušalke in poslušalci, gledalke, gledalci, ki ste bili z nami pred malimi zasloni, pred zvočnikih ali pa pri računalniku. Točno tako in se vidimo in slišimo na YouTubeu, na radio1.si, na ostalih podcast platformah, kjer so zbrani vsi dosedanji ekstra gosti. To je Radio 1 podcast.